Dobrodošli na kanalu Metamorfoza z energijo ustvarjanja. Moje ime je Sabina. Navdih za ta video sem dobila včeraj, ko sva s prijateljico bile v enem od trgovskih centrov na kavici, kjer sva sedele, opazovale ljudi, ki so hodili mimo, bilo je kot v čebelnjaku in vsekakor sva soglašale, da noben ni v trenutku zdaj. Da bi se umiril, se vprašal, kako se počuti. Ne, preprosto ne. In zavedale smo se, da vse, kar imaš, je ta trenutek zdaj. In ta trenutek zdaj je čudovit. Če ni tako, ste vi sami krivi, da je vaš trenutek vse kaj drugega kot čudovit. Kajti zavedajte se, da s svojimi mislimi mi pritegnemo oziroma prenesemo preteklost v sedanji trenutek. Prav tako s svojimi mislimi prinesemo prihodnost v sedanji trenutek. Vse se dogaja samo sedaj. Tudi čez 6 let bo ta trenutek sedaj. In ta začetek videa je že preteklost, tistih par minut prej. In zato vse kreiramo s svojimi mislimi. In še tako čudovito zadevo, čudovit trenutek, dogodek lahko spremenimo v pekel. Ja, jaz verjamem, da pekel obstaja in to v glavah ljudi, ki bojo v vsem videli slabo. Recimo, dobro sem slišala primer, da predstavljajte si tržnico in ena oseba zjutraj vstane, dobre volje, nasmejana, gre na tisto tržnico. Joj, poglej, koliko lepe sadja, zelenjave, čudovite rožice, koliko barv. In bo čudovito in vse bo videla v svetli luči, v dobrem. Potem bo pa druga oseba, ki bo zjutraj vstala slabe volje, bo šla na isto tržnico. Joj, poglej, kaka zelenjava, niti je niso mogli v redu oprati. Poglej te rože, kako so nametane, vsaj barvno bi jih lahko poleg uskladili. Ste razumeli razliko? Sami ustvarjamo svoje situacije s svojimi mislimi. In zato kamorkoli gremo, ne moremo pobegniti, ker svoje misli nosimo vedno za seboj. Zato je pomemben trenutek zdaj in da postanemo zavestni v svojih mislih. Jaz sem si pomagala z knjigo Eckhart Tolle Živeti v sedanjem trenutku. Toplo vam jo priporočam oziroma odločila sem se, da vam bom jo na tem kanalu podala v audio obliki, da če ne odtegnete, jo lahko poslušate, ko se vozite v avtomobilu ali na sprehodu. Podala vam jo bom po poglavjih, tako da boste lahko poglavje tudi večkrat poslušali. In verjemite, ko boste poslušali prvič, drugič, tretjič, še vedno boste nekaj slišali med besedami, kar prej niste. Sama sem potem tudi meditirala. To je bil prvi korak. Meditacija. Zdaj globje se ne bi spuščala v to, kakšno meditacijo, to si naj vsak sam izbere. Meni vsekakor ne odgovarjajo skupinske meditacije, vodene meditacije. Nekako se najlažje osrediščim, ozavestim svojo notranjost, z tem, da sem v miru, tišini. Na začetku mi je uspevalo 5 minut, tako bo morda tudi vam, pa potem 10. Nato bo vaše telo želelo biti vedno več v miru, v tišini, v usklajenosti. In potem drugi korak je pa bila zavestnost. Zavestnost, ki jo poskušaš čim večkrat v trenutku, v samem dnevu, pri vsakem dejanju, ki ga narediš, recimo pri pitju vode, tako da vzameš, prav gledaš roko, kako se stegne po kozarcu, prime kozarec, ga nese proti ustom, pije, čutiš vodo, čutiš, kako se v tem počutiš. Prav tako lahko vadite zavestnost pri recimo sprehodu.
ne razmišljate o vseh problemih, ki vas obdajajo, ampak leva noga, desna noga, leva noga, desna noga. Poglej to čudovito drevo, poglej, kako je visoko, poglej listje. In tako ste v trenutku zdaj. Zelo toplo vam priporočam, da poskušate čim večkrat v dnevu. V začetku vam mogoče ne bo uspelo, pa ne bodite jezni na sebe, ne kritizirajte se, spodbujajte se, zmorete to. Pa boste poskušali jutri, pa boste prvič 5 minut, pa naslednji dan mogoče 2krat po 5 minut ali pa spet ne. Glejte, spodbujajte se kot majhnega otroka. Kaj mislite, recimo primer, kako je maratoncu, ki se zaveda, da ima 30 kilometrov pred sabo, bo razmišljal že na začetku, joj, dež bo, joj, glej, zdaj pa tam bo taka strmina, bom mogel teči v breg, bom zmogel. Če bi o tem razmišljal že na začetku, verjemite, da ne bi maratona pretekel. Ampak je v tistem trenutku zdaj, v sedanjem trenutku, z mislijo v vsakem koraku, čuti vsako mišico, svoje telo in nato pride do cilja. Vztrajajte, samo vztrajnost je potrebna. Zato boste prišli do trenutka, ko se boste zavedali, da ne pijete samo vodo, ampak da ste zavestni, da pijete vodo. Da ne vozite avtomobila, ampak ste zavestni, da vozite avto. In verjemite, tudi življenje je lepše, prijetnejše s praznimi mislimi. Želim vam res čudoviti dan še naprej, čudovite trenutke. Naj bo to dovolj za danes in veselim se druženja. Vse dobro vam želim do prihodnjič.